lepo pozdravljeni v tem ponedeljkovem večeru. Manca Razboršek je moje ime in sem Life and Soul Coach in pa mentorica vsem ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In tole so ponedeljkovi angelski navdihi, v katerih pogledamo, kaj nam angeli, angelske energije sporočajo, kako nas podpirajo v posameznem obdobju, v posameznem trenutku oziroma v tednu, ki je pred nami. In v tem tednu nas čaka sploh ženske, ki ste že v menopavzi in nimate več menstruacije, se pravi, mislim, da v sredo je prazna luna, tako da to je obdobje, teden, ko si lahko privoščite večjo poglobitev vase, se posvetite sebi, Tako ženske potujemo z menstrualnim ciklom in tiste, ki menstruacije nimate več, lahko potujete skupaj z luno. In če začnete potovati skupaj z luno skozi mesec, boste videli, kako vas začnejo te energije podpirati, kako vam začnejo dejansko pomagati, da lahko greste v vase v pravem trenutku, da začnete projekte v pravem trenutku, da postanete mladenke v pravem trenutku, to je tisti čas, ko ste polne energije. In ko je luna prazna, takrat je vaša menstruacija in ko je luna polna, je vaša ovulacija. Tako, čist na kratko, več lahko najdete in preberete na spletu, veliko je tega napisanega. Tisto, kar pa ni napisano, pa jaz učim v Avtentični Yin akademiji, ki je seveda odprta za vse in za tiste mlade ženske, ki šele vstopate v življenje in tudi za tiste starejše, ki ste že babice, pa bi želele narediti nekaj zase končno, zdaj, ko so otroci veliki in so vnučki tukaj zaradi veselja, hkrati pa, ko delate zase, pomagate tudi rodovom za vami. Namreč v prejšnjem tednu smo imeli temo družinsko drevo in se mi zdi, da se zelo tako intenzivno ta tema pojavlja, kar kolektivno bi se lahko skoraj rekla, tako da družinsko potovanje je tisto, ki ga energija in genetika naredita, ki ga naredijo vsi vzorci, ki se prenašajo iz roda v rod. In ko tiste, ki ste že babice, razrešite določene stvari pri sebi, avtomatsko s tem olajšate tudi svojim otrokom in svojim vnukom, da se ne bojo ubadali z istimi zadevami, kot ste se vi ubadali, ampak da jim bo lažje in bojo lahko nadgradili vse skupaj. Tako da, to je šlo čisto v drugo smer zdaj, kakor sem planirala, namreč planirala sem pa pogledati, kaj se je dogajalo kolektivno včeraj, ko so naši košarkaši pravzaprav na noge dvignili celo Slovenijo. Jaz doma nimam televizije, ampak včeraj sem se prav peljala k staršem, ki imajo televizijo, zato da sem si tam pogledala tekmo in se tresla, sploh v tretji četrtini, ko so šle stvari malo tako čudno. Moram priznati, da sem bila čisto živčna, čisto sem noter padla v to energijo, navijala, pivo pila, čips jedla, tako prav navijaško sem se obnašala in potem sem pogledala, kaj se dogaja pravzaprav na kolektivni ravni. In dejansko se skoraj vsakič, ko en športnik začne pri nas nekaj uspehe dosegati, stopi Slovenija skupaj in ga začne podpirati in zelo veliko te energije se potem usmeri v podporo temu športniku. In pri nas res cela država praktično skoči na noge, nikjer drugje mogoče ni toliko intenzivne podpore in tisto, ko so potem ljudje potovali tja, ko je šlo 6000 navijačev v Istanbul, ko so podpirali, so ustvarili kolektivno dovolj močno energijo, da se je to preneslo tudi na vse nas, ki smo to opazovali. In tisto, kar sem se ob vsem tem vprašala, oziroma sem razmišljala, je, kako mi res kolektivno vsem tem našim športnikom privoščimo uspeh. Danes nekako
ne vem, kaj je to. Ampak tisto, kar imam tehnologije, je zatajila in bom mogla prav spet pogruntati, kaj se sploh dogaja, pojma nima. In že ta desetič ne, no, ta četrtič pa mislim, da zdajle navdihi bojo uspeli. Glavno, tisto, kar sem delila z vami in želim deliti z vami, je to, kaj so nas včeraj naši predragi košarkaši naučili, kaj so nam pokazali, in sicer pokazali so nam nekaj, kar se ne zgodi velikrat, in to je, da Slovenci nismo vedno fovš in da nismo vedno zavistni in da se znamo veseliti uspehov drugih, še posebej, če so to športniki. Zakaj pride do tega? Zakaj se lahko veselimo recimo uspehov športnikov, ne stopimo pa skupaj tako, ko nekemu podjetniku uspe, ali pa ko nekdo pokaže, da mu je uspela neka zveza. V glavnem, tale naša slovenska zavist ima svoje vzroke v tem, da si želimo biti na mestu nekoga drugega. Zavist je čustvo oziroma stanje, ko želimo, da bi bili na mestu nekoga, ki je dosegel nekaj, česar mi nismo. In potem seveda Slovenci tisto, kar znamo fantastično narediti, je, da popluvamo uspeh tistega človeka, da ga degradiramo in potem seveda se mi boljš počutimo, zato ker je on padel dol, nam pa ni bilo treba gor. Pri športu, pri športnikih pa pravzaprav vemo, koliko je enega odrekanja potrebnega. Vemo, da brez tega, da hodaš na treninge, da se odrekaš vsemu sorte, času in tako naprej, da se trudaš, da brez tega pač ne pride do uspeha. In zato jim mi lahko prvoščimo, ker vemo, da so prišli tja na pošten način. Če pa za nekoga ne vemo, je prišel tja na pošten način. In še to je, ne? Mi se ne bi toliko odrekali, mi se ne bi toliko matrali, kot se ti športniki, in tudi nimamo vsi teh sposobnosti, ne? Nismo vsi veliki 2 metra, ne moramo igrati košarke, ne? In zato to nekako lažje sprejmemo, kot enega podjetnika, ki se je ravno tako odrekal, ki v bistvu je ravno tako vse vložil v svoj uspeh in v to. On je prišel pa na tisto pozicijo, kamor bi mi tudi lahko prišli, če bi se mal pomatrali, ker določene sposobnosti pa imamo, znanja pa imamo, ne? In sam se je težko premakniti iz cone udobja. In tam pa potem je lažje tistega človeka mal popluvati. Ravno tako je s tem, ko ne vem, tista naša pregovorna, ko sosed pripelje nov avto, ne? Ja, in mi bi ga tudi imeli, pa si ga ne moramo prvoščati, ker ne vem, ker nismo šparali, ker smo šli raj na dopust, ker je bilo nekaj drugega, ker se nismo spomnili, ne, in potem v bistvu povemo vsem, da zihar je pa kaj tazga naredil, pa se vseh obrekovanj udeležimo in tako naprej. Ne bom se spuščala v to, ker smo pač vsi poznamo vse te občutke. Ampak zavist je lahko fantastična priložnost, da jo transformirate v neko motivacijo. Zato, ker če je njemu ratal, je samo vprašanje, kako pa tudi meni lahko rata, ker mi je ravno kar dokazal, da je možno. Se pravi, nekomu, ki mu je uspelo, je dokazal, da je možno. In dajte se vprašati, kako pa jaz lahko tja pridem, oziroma zakaj pa bi si sploh želela biti na tistem mestu ali pa želel. In je to lahko ena zelo dobra motivacija, in namesto da vlagate v energijo v to, da ga pluvate, se vprašajte, kaj pa lahko jaz naredim za to, da pridem tudi tja. Jaz sem se že prej povezala in mogoče tudi zato tako umirjeno doživljam vse tole, kar vam zdaj razlagam, in vse tele tragedije okrog tega, kar mi Facebook Live ne dela, ker sem prej tako lepo vzela esenco za meditacijo, ki me je tako lepo umirila, pa ne samo to, še s pink pomandrom sem se lepo našpricala, ki odpira srčno čakro, tako da vas bom zdaj tudi še enkrat peljala v eno tako kratko meditacijo, kot vsak ponedeljek v teh navdihih, da se povežemo z našim višjim srcem, z našim srčnim središčem in da se povežemo med sabo.
ker še ena stvar, ki so nas jo košarkaši včeraj oziroma v celotnem tem trajanju Evropskega prvenstva naučili, je ta, da je treba sodelovati. Je ta, da se je treba povezovati. Je ta, da skupaj lahko dosežemo veliko več kot sami. In prej, ko sem potegnila še karte, mislim, jaz sem se kar čudila, kere karte so prišle ven in kako nas bojo angeli podpirali v tem tednu. Tako da si bomo zdaj dovolili narediti en globok vdih in izdih. In z naslednjim vdihom vdihnete vso radost, vso srečo, ves uspeh, ki si ga lahko predstavljate in že obstaja v vašem energijskem polju, pa vam določena prepričanja preprečujejo, da bi dostopali do njega. In vdihnete vso to radost in uspeh in srečo in izdihnete vso tisto zavist ali pa karkoli je tisto, kar vam preprečuje, da bi prišli do tega, kar vam vaše srce pravi, da si želite, da bi prišli do te radosti, do te sreče, do tega uspeha. Naredite še en globok vdih vseh teh čudovitih občutkov in izdih. In zdaj začutite v srcu hvaležnost za vse tisto, kar že imate. Hvaležnost za vse tisto, kar ste že dosegli. Hvaležnost za to, da ste živi in dihate in imate možnosti, ki so neomejene, če si le dovolite. In zdaj si predstavljate, da se v sredini vašega prsnega koša formira ena čudovita zelena zlata kroglica. Zeleno-zlata svetloba, ki se širi z vsakim vdihom in izdihom. In ta kroglica svetlobe v zelenih in zlatih odtenkih se širi čez celoten prsni koš, preseže meje fizičnega in se z namenom širi na celotno sobo, v kateri ste, na celotno stavbo, v kateri ste, kot en tak zeleno-zlat milni mehurček s konsistentno vsebino in se širi in razširja, dokler ne naleti še na en tak zeleno-zlat mehurček svetlobe in na še enega in še enega. In vsi tisti, ki kadarkoli delate to vajo, poslušate te navdihe, širite svoje mehurčke v dimenziji, ker ni prostora in časa. In ko se ti mehurčki staknejo, se energija okrepi in v to energijo povabite angele. V to energijo povabite svoje duhovno vodstvo in v to energijo povabimo vse tiste angele, ki bdijo nad našo kolektivno energijo in nam pomagajo in nas spodbujajo. In ko naredite še en tak globok vdih in izdih, čas odprete oči s tem zavedanjem, da je vaše višje srčno središče aktivirano. In ko sem prej vlekla ven karte, je bila prva karta, prva energija, ki nas podpira, paž zemlje. Paž zemlje je energija, ki govori o obilju, ki govori o tem, da je treba iti en korak naprej, da je treba narediti nekaj, kar mogoče do zdaj niste, če želite povečati svoj dostop do obilja in narediti nekaj, kar je izven vaše cone udobja, kar je en korak naprej, kar je en preskok naprej pravzaprav. In potem naslednja karta je dvojka ognja. Dvojka ognja, ki govori o sodelovanju, o povezovanju, o novih partnerstvih, pogodbah in dogovorih in to vam omogoča, da greste naprej. In skupaj s to karto paža zemlje, skupaj te dve karti skupaj sta točno to.
Tam, kjer smo se do zdaj matrali sami, tam, kjer do zdaj nismo sprejeli pomoči, tam je čas, da začnemo delati na tem. In tisto, kar je naslednja karta pokazala, petica zemlje, je pokazala področje, ki nas zadržuje, da ne gremo naprej, in to je strah, da ni dovolj. Tako zelo močno so prišli te občutki tega strahu, da ni dovolj, in da je pravzaprav ta strah rezultat nekih prepričanj, ki ne pašajo več v novo dobo. Tudi včeraj košarkaši niso dosegli vsak sam te zmage, ampak v tem skupnem povezovalnem timskem duhu, ko so drugega podpirali, ko so vsi delali, tudi vsi tisti, ki jih mi nismo videli na igrišču, pa so bili pomemben del te ekipe in vsega tega dogajanja, tudi oni so del te zmage. In v končni fazi tudi vseh tistih 6000 navijačev, ki je prišlo tja bučno navijati, in vsi mi, ki smo gledali, ki smo pošiljali svojo energijo vsem tistim na igrišču, ki smo dihali z njimi, ki smo trepetali z njimi, ki smo jim dajali pravzaprav na energetski ravni en velik zalet. In zato lahko rečemo, da je bila to delno naša zmaga. In zato se tega lahko toliko veselimo. In to je to, ko sodelujemo, to je to, ko se povezujemo, ko se ustvari eno novo energijsko polje, ki je veliko močnejše. Zato tudi, ko delam zdaj te navdihe, se povežemo in staknemo skupaj našo srčno energijo, ker je to tisto, kar naredi vse skupaj veliko močnejše. In zato je v skupini, v sodelovanju veliko lažje dosegati rezultate veliko hitreje. In tisto, kjer jaz nekako najrajš delam te skupinske preskoke in kvantne transformacije in spremembe, je prav v Avtentični Yin akademiji, ki konec tega meseca odpira svoja vrata, tako da še je prostor za par deklet, žensk, ki želite narediti en tak preskok v svojih prepričanjih, v svoji energiji, v tem, kar počnete. In ne rabite jeti same skozi vse te procese, celotna skupina potem dela za vas, z vami, jaz sem z vami, v glavnem, in je toliko močnejši in toliko lažje doseči nove uspehe, nove zmage, ki vas potem potisnejo v tiste višave in višine, ki so vas vredne. Tako da sodelovanje na nov način, povezovanje in ko-kreacija, to so zelo pomembne energije tega tedna. Tako da upam, da boste našli svoje pleme, svojo skupino, svojo povezavo, ki vas bo v tem tednu napolnila z dodatno energijo in vam omogočila še večji uspeh. Lepo se imejte, uživajte. Še to sem pozabila povedati. Če želi katera med vami, da ve, da ni čist prepričana, da jo zanima ta akademija, da ne ve, a je za njo ali ne, je seveda možen pogovor, en tak informativni pogovor, ali prek Skypa, ali v živo, da vidimo, kaj se dogaja in da je to res ta prava stvar. Jaz se z veseljem dobim z vsako, ki želi pridati k meni, mogoče najdemo to rešitev, mogoče kaj drugega, ampak ni treba, da gremo sami skozi transformacijo. Veliko lažje je, če se s kom povežemo. Uživajte do naslednjega tedna. Predstavljaj si, kako bi bilo, če bi lahko svoje življenje živela lahkotno in ženstveno. Naj ti povem, da je mogoče. Mogoče je, da živiš avtentično sebe, kreiraš čudovite odnose, upravljaš svoja čustva, sprejemaš, kar ti življenje ponudi in neguješ ljubezen do sebe. Program, v katerem se tega naučiš, se imenuje Avtentična Yin akademija. Program sem sestavila prav zate, zato da se lahko strukturirano naučiš tehnik in metod, ki ti pomagajo skozi življenje, se v varnem prostoru naučiš čustvenega menedžmenta in energetske higiene, izraziš sebe in končno najdeš svoj notranji mir. Ne zamudi vpisa in te priložnosti, ker si zaslužiš, da razrešiš vse izzive, ki jih imaš v svojem življenju, predvsem odnosi, ker si vredna, da živiš najboljšo verzijo sebe in ker je čas, da zasiješ kot ženska, za katero si se rodila, da postaneš.